Pozdravljeni v 126. oddaji Aktualno na GFML. Maraton, filmski festival, delavnice, nastopi in ekskurzije. Vse to in še več smo počeli meseca maja. 9. in 10. maja 2024 je v organizaciji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer potekal 10. Student Cuts filmski festival. Prijavilo se je 2565 filmov iz 101 države iz vseh kontinentov, od tega je bilo na festivalu predvajanih 116 filmov iz 39 držav. Tekmovalni program je obsegal 19 filmov v 4 kategorijah, ter posebej izpostavljena kategorija Future Talents, kjer so se med seboj pomerili dijaki umetniških gimnazij. V tej kategoriji je letos tekmovalo 12 kratkih filmov. Dijaki so si ogledali filme v mednarodnih in Future Talents kategorijah. Skupaj so 2 dni ustvarjali in posneli več kot odlične kratke filme. Spremljali smo lahko še predavanje Matjaža Ivanišina in se skupaj družili še na zabavi v Mladinskem centru Ljutomer. Drugi dan festivala se je pričel s predavanjem Mojce Pernat. Sledilo je nadaljevanje delavnic, po katerih smo si skupaj ogledali še rezultate delavnic, ki so bili resnično presežek in dokaz, da se na slovenskih umetniških srednjih šolah dela kvalitetno in v pravi smeri za bodočnost slovenskega filmskega ustvarjanja. 22. maja je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer organizirala akcijo Parada učenja, ki predstavlja obogatitev tednov vseživljenjskega učenja. Gre za enodnevno akcijo, v okviru katere sodelujoči na trgih in drugih javnih mestih po Sloveniji s stojnicami, delavnicami in nastopi na odrih nagovorijo mimoidoče, predstavljajo svoje delo in se na ta način tudi promovirajo. Na glavnem trgu v Ljutomeru smo vseživljenjsko učenje promovirali s pomočjo odrskega in spremljevalnega programa, v katerega smo zajeli cel spekter nastopajočih, od vrtaških otrok do upokojencev. Znanje je ena izmed najpomembnejših vrednot, ki vsekakor spada med najpomembnejše življenjske prioritete. Znanje, ki ga pridobimo skozi različne oblike izobraževanja, učenja in pridobivanja izkušenj, v bistvu pridobivamo skozi celotno življenje, kar dokazuje tudi današnja udeležba in pa povezava vseh starostnih skupin, namreč izobražujemo in pridobivamo izkušnje skozi vsa življenjska obdobja in te izkušnje potem različne generacije prenašamo ena na druge, ne samo starejše generacije na mlajše, ampak tudi mlajše generacije na starejše. Namreč razvoj znanosti in tehnike danes poteka pospešeno, tako da se človek v bistvu mora nenehno doizobraževati in pridobivati nova znanja in nove izkušnje. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer poleg 4 veljavnih srednješolskih izobraževalnih programov, to je program Splošna gimnazija, Umetniška gimnazija Smer gledališče in film, 2 srednja strokovna izobraževalna programa, Medijski tehnik in program predšolska vzgoja, izvaja tudi najrazličnejše oblike izobraževanja odraslih. Naravno to je eden izmed temeljnih razlogov, zakaj smo pristopili k izvedbi tega današnjega projekta. Odzivi po zaključku parade učenja nam povedo, da je prireditev odlično uspela, zato velja zahvala vsem sodelujočim in obiskovalcem. Staro, mlado, vse beži, v Radencih smo mi. Je delček himne maratona, ki jo je 3. soboto v mesecu maju že več kot 40 let moč slišati na prizorišču mednarodnega tekaškega maratona 3 src. In pomemben del tega smo že vrsto let tudi mi zaposleni in dijaki Ljutomerske gimnazije. Preko 100 se nas je podalo na tekaške preizkušnje, ostali so spoznavali lepote obrobij slovenskih goric kot pohodniki. To pa ni vse, kar počnemo v Radencih. Dogodek se namreč že več let trudi biti čim bolj ekološki. Na poti proti Zero Waste dogodku pa imajo pomembno vlogo tudi naši dijaki na tako imenovani zeleni straži, kjer od jutra do poznega večera poskrbijo, da se smeti res znajdejo v pravih smetnjakih. Tudi glasba na glavnem odru zaznamuje maraton in velik oder je odlično prizorišče za nabiranje izkušenj mladih šolskih bendov. Letos smo lahko prisluhnili Elektrošoku in skupini Kašmir. Dijaki programa Medijski tehnik pa so skupaj z mentorji po lanskoletnem debiju letos še nadgradili sodelovanje na multimedijskem področju.
Kamere, sproge in prizorišča, grafike na velikem LED screenu in neposredni spletni prenos maratona je bil v celoti v domeni GFML-jevcev. Maraton treh src je tako postal sinonim odličnega sodelovanja z lokalnim okoljem in vsi skupaj se že veselimo 3. sobote v maju leta 2025. Dijaki od 1. do 3. letnika vseh programov so si 16. maja ogledali musical z naslovom Veselje v izvedbi učencev glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer in dijakov GFML. Musical sta izvajala združeni pihalni in godalni orkester, v katerem so sodelovali tako učenci kot učitelji glasbene šole, pa tudi nekaj dijakov GFML, vodil ga idejni vodja, učitelj glasbene šole Simon Novak. Za režijo je poskrbel učitelj GFML Sandi Jesenik. V musiclu je pel mladinski pevski zbor glasbene šole, na odru pa so se v vlogah zvrstili solo pevci in pevke, igralci ter plesalke baletnega oddelka. V projektu je skupno sodelovalo kar 115 nastopajočih. Kljub slabi vremenski napovedi in oblačnem jutru nam je letos uspelo izvesti srečanje v vrtcu v Brezovcih, kjer dijaki 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja preživimo cel dan s predšolskimi otroki iz vseh enot vrtca pri osnovni šoli Puconci. Pridružili pa so se nam tudi otroci iz sosednje Madžarske, natančneje iz Števanovec. Dijaki 3. letnika so za otroke pripravili gledališko predstavo z naslovom Mala dežna kapljica, ki so jo zaradi večjega števila otrok izvedli 2-krat. Dijaki 2. letnika pa so v tem času že izvajali delavnice za predšolske otroke, ki so si predstavo ogledali v drugi izvedbi. Skupaj smo nato po predstavi izvedli 10 delavnic za otroke, ki so prepletale vseh 6 področij dejavnosti po kurikulumu za vrtce. Lep in pravlični vrtčevski ambient, vedoželjni otroci, prijaznost zaposlenih in sončno vreme so naš dan vsekakor popestrili. Dan smo zaključili s piknikom in dogovorom, da se naslednje leto zopet srečamo. Aprila smo se z dijaki 2. letnika zgodaj zjutraj odpravili proti Češki republiki. Pot je kar hitro minila, saj do Prage ni tako daleč kot do Rima. Mesto je dijake hitro prevzelo s svojimi mogočnimi zgodovinskimi zgradbami ter svežo pomladno podobo. Najprej smo obiskali grad Hradčani, kjer domuje tudi češki predsednik ter je največji grad na svetu. Ob sprehodu skozi dvorišča smo se seznanili s Plečnikovim delom na tej najslavnejši zgradbi na Češkem. Zatem smo se po stopnicah spustili do starega dela mesta, se ustavili pri Leninovem zidu miru in nadaljevali pot do najveličastnejšega Karlovega mostu. Ko je ura odbila 2 in so se figure v astronomski uri premaknile, smo imeli čas, da malo preizkušamo česko kulinariko. S polnimi trebuščki smo si še ogledali židovsko četrt, ki je lepo ohranjena, saj je Hitler ni dal porušiti z namenom, da bi jo ohranil kot muzej za prihodnje generacije. Nato pa je sledila zanimiva izkušnja v alkimističnem muzeju, kjer smo se skozi skrivna vrata prodali v podzemlje in iskali eliksir večne mladosti. Naslednji dan smo se ustavili na Vaclavem trgu, ki ima pomembno zgodovinsko vlogo. Potem smo se zapeljali do Manifesto Marketa, ki predstavlja nov koncept urbanega združevanja, restavracij in barov. Povzpeli smo se na Petrin razgledni stolp. Sicer smo imeli malce povzdignjen srčni utrip, a smo bili poplačani z izjemnim pogledom na mesto.
Popoldan je sledila plovba po Vltavi, kjer smo občudovali čudovite podobe mesta z rečne strani. Zadnje ure smo še preživeli v centru mesta ter izkusili njegov utrip. Tretji dan smo se po zajtrku odpeljali do gradu Hluboka, ki velja za najbolj obiskanega med češkimi gradovi. Sledila je vožnja do prekrasnega češkega Krumlova. Sprehodili smo se po lepih ulicah mesta, si privoščili še zadnje kosilo ter rekli ahoj in se odpravili proti domu. Letos mineva 100 let od rojstva Ivana Minatija, pesnika, prevajalca, rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na slovesnosti v Petancih, posvečeni omenjeni obletnici, je zbrane med drugim nagovoril tudi Darko Ratajc, župan občine Slovenske Konjice, kjer se je Ivan Minati rodil. Dušan Šarotar je v nagovoru poudaril pomen besede in pesništva. Nekoga moraš imeti rad. To kultno pesem Ivana Minatija prevzemajo vse generacije, tako so svoj nastop naslovile tudi dijakinje gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice sanj. Svoje plašne ptice nemoči. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto. Kaj ti korake vselej odidejo dalje, pa čeprav se za hip ustavijo. Ker reka ve za žalost. Če se le nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino. Koliko težkih nog je že šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nikoli ne bom zmogel prenesti večnega molka, resničnega brez veterja, ki leži na dnu mrtvega morja. Niti ne bom zmogel pričarati uničujočega viharja, v katerem je bil ustvarjen svet. Vedno bom le šepetal, kot ravnina, ki ni ne morje, ne zemlja in ki raste v meni. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak, v isto sled. O trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobra, velika bitja, ki spregovori samo, kadar umolknejo ljudje. Naši maturanti se že pridno pripravljajo na maturo. Zadnji šolski dan so proslavili s plesom, fičkanjem in predajo ključa. Še finalna slika. Plesalke poklon. Vsi v sredino in plosk tač. Grejo plesalke pod desno roko. Menjaš. Na svoje mesto. In gremo mišli. Poravnaš vrste. Vsi v sredino. Lost patch. Grejo fanti, dekleta navijajo. Pa še v drugo smer. Greš nazaj na svoje mesto. In malo mišli. Gremo vedno hitreje.
aplauz. Tako, hvala lepa vsem maturantkam in maturantom. Thank you everyone for dancing and being together for this Guinness World Record also. V podcastu GFML-evci smo ta mesec gostili notarko Romano Gajšek. V bistvu je, moraš probati vse. Če ti povejo ne, pač, če pa niti ne poskusiš, niti ne moreš priti do odgovora, ali lahko kaj dosežeš ali ne. Moraš vedno poskusiti in se maksimalno potruditi. In tam, kjer je volja, je tudi pot. In vse je bilo smešno tisto, kako sem jaz prišla na pravno fakulteto. So me pa verjetno ocene so mi odprle pot, da so me spustili na študij prava. Zagotovo. In po vaši uspešni karierni poti po končanem študiju lahko sklepamo, da je to bila prava odločitev. Ja, v bistvu tako, nisem nikoli razmišljala o pravu, jaz sem bila malo bolj mogoče umetniški tip, zelo rada sem pela, pa v glasbeno šolo sem hodila, sem se učila klavirja. In v bistvu, ko sem bila otrok, bi jaz pela v operni hiši, v Miljanski skali, to mi je bil nek tak motiv, vendar takrat ni bilo niti možnosti v glasbeni šoli imeti solo petje, sem pa zato pri pevskem zboru pela in poleg tega se učila klavir, ampak potem je pot me zanesla v ta pravno-poslovni svet in zdaj mi ni žal, da sem se odločila za pravo in da sem postala pravnica. Poleg tega pa v pravo me je zanimalo vedno soglasje, nek konsens. Igrani film dijakov 4. U je prejel nagrado občinstva in nagrado za posebne dosežke na festivalu Student Cuts ter glavno nagrado in zlato priznanje na filmskem festivalu Videomanija. Vabim vas, da si skupaj ogledamo zadnjo večerjo. V kopalnici v košu sem našla kondom. Kaj? Bi rad kdo kaj priznal? Kaj se jaz sama s sabo pogovarjam? Ja, ampak večino časa to sploh ne moti. Po njenem mnenju končno spregovori ta, ki ima vedno vse prav. Ne, sorry, kaj si rekla? Vprašala sem, čigav je kondom. Ja, ne vem, moj ni. Škoda. Moj tudi ne. Mama tudi ne. Ja, verjetno je moj, ha? Kaj pa jaz vem, kaj ona počne v svojem prostem času. Ne, mama, noben ni tega rekel, samo... Samo? Samo kaj? Ja, samo verjet vam moram, valjda, na besedo. Tako zadnji za tisti test, ne? Kaj? Pa dobro, Eva, ne že spet. Adam, ne še ti. Oprosti, mama. Vem, da bi ti moral povedati za tisti cvek. Kolikokrat se še moramo pravičiti? Tolikokrat, da bo dovolj. Da bo zadosti. Zadosti bo, ko bodo pujsi leteli. Pa še takrat ni garantirano. Pa dobro, zdaj pa dovolj. Pa to ni pogovor za večerjo. Menjamo temu. Abel, kako je bilo na treningu? Zdaj kurac. Prosim? V redu. Če slučajno niste vedeli, odgovoriti na vprašanje z v redu se v naši kulturi enači z lažmi, krajo in večmilijonskim pobojem imenovanim genocid. Ja, no, ok je bilo. Da nam slučajno ne boš česa preveč povedal.
Res je nekam skrivnosten. Nekaj je res hudo narobe. Še dobro, da je stara tako glupa, da itak ne bo pogruntila. Abel, takoj zdaj mi povej, kaj je narobe. Nič, zakaj bi bilo nekaj narobe? Pa kaj se ti vidiš, kakšen si? Veš, kot očitno je, da je nekaj narobe. Čas za moje junaško posredovanje je končno napočil. Mama, zakaj mu spet težiš? Jaz mu čisto nič ne težim. A ja, ti samo rada piješ kri. A ja, ti bi mu samo rada pomagala. Logično, upsi. Bi moralo biti jasno, da se vsak konstruktiven pogovor začne s kričanjem. Ja, je. Logično je, da hočem pomagati tvojemu bratu. Kaj tebi se to ne zdi logično, Avan? Ne, mogoče se mi ne zdi logično, zato ker nikoli v življenju nisi bila pripravljena, da bi pomagala meni. Fakt, to sem rekla njeja, ne? Prosim? Debilka, kaj ne rečem? Lahko bi rekla, da je bila to fora. Ste se bo smjala, ne? Ali pa da so to neke nove antistresne relaksacijske vaje. Proti staranju. Saj, če smo realni, res več v rosnih letih. Pa tudi menopauza je že tik pred vrati, če nešeš za vogalom. Pa koga ti zajebavaš? Pa kaj tebi se zdi... Valjda, ja, super se je norca delati z mame. Potrjeno. Življenjski cilj dosežen. Zdaj si pa tiho. Pa dovolj je, Eva. Ja, je dovolj je. Jaz sem tega zadost. Resno. Kufer vam tega. Saj vsi vemo, kaj je hotela reči, ne? Zadost imam vaju dveh, ki mi ves čas nekaj prikrivata in vem, da mi lažeta in zadost imam tebe, ki si ves čas tiho, pa ves čas miriš situacijo in potem si vedno jaz tista, ki je odgovorna za vse. In ti bi morala biti na moji strani. Dve ženski so v tej hiši. In zakaj imam jaz občutek, da sem vedno sama v svoji ekipi, ha? Ker, Avan, ko sem jaz napadal, kdo stoji v mojem golu? In ko sem jaz v golu, kdo bo preprečil, da me nasprotna ekipa ne poruši? V bistvu sem rahlo presenečena. Kakšna neverjetno pristna športna metafora. Ker ne razumem, kako nisi tega spregledala že prej. Spregledala česa? Česa? Da sem vedno sama za vse? Da meni noben ne pomaga? Pa dobro, pa kaj lahko jaz še naredim za vas? Če se že tak ne počnem, naj vam še kaj skuham? Naj še kaj operem? Oprosti, mama. Žal mi je, da nisem perfektna hčerka, ki si jo vedno želela. Oprosti, ker to ne morem postati. Če bi v resnici povedala to, kar sem si vedno želela povedati, bi ji povedala, da jo imam rada. Da jo nikoli ne želim izgubiti. Prosim, lahko nehaš govoriti z mano za trenutek. Ne prenesem več tega. Želim si le to, da bi bila ob meni. Želim si tvoje podpore. Želim si, da si ponosna name. Želim si, da greva nazaj v čas, ko sem še vedno stara 5 let in me opazuješ, kako se gugam na dvorišču. Vsakič, ko greš stran od mene, te pogrešam. Želim si le to, da bi bila vedno ob meni. In ti me nikoli ne poslušaš. Prosim, mama. Daj mi vsaj trenutek, da se pomirim. Prosim, primi me za roko in si priznaj mojo bolečino, za katero so mogoče kriva ti. Vsaj zadev nje mogoče. Oprosti, mama. Ne bi smela skipeti in kričati. Ni čudega. Zajebala sem na celi črti. V redu je. Rekla, da je v redu. Nič ni v redu. Moja mama ni v redu. Jaz bom to pospravila. Konec je. Moja mama je v redu. Moja mama je v redu.
spet nisi naredila vsega, kar smo se zmenili. Mislim, tebi se pa res ene stvari ne da dopovedati. Je pač potrebno imeti red pa disciplino. Pa ne mi zdaj govoriti, kak sem staromodna, pa da nisem adaptirana na sodobno družbo, pa da... Samo še malo. To bi bilo vse za danes. Bodite lepo in se vidimo prihodnji mesec.